Spoštovane kolegice in kolegi, dragi dijaki, lepo vas pozdravljam na koncertu Gimnazijskega pevskega zbora na mjuziklu z naslovom Zadnjič, ki ga pevski zbor uprizarja v bistvu že četrtič v teh 2 dneh. Mjuzikl z naslovom Zadnjič in pa razstava, ki smo jo postavili v pritličju in na hodniku Gimnazije Novo mesto, razstava dokumentov iz zgodovine Gimnazije Novo mesto, sta 2 prireditvi, s katerima letos obeležujemo 2 pomembna jubileja naše šole. In sicer 265-letnico ustanovitve gimnazije in pa 100-letnico stavbe, v kateri šola domuje še danes. Verjetno veste, pa mogoče ni napak, če vas še enkrat spomnim, da je našo šolo ustanovila cesarica Marija Terezija davnega leta 1746. Novomeščani smo dobili gimnazijo še pred znamenito šolsko reformo, ker so se pač tedanje oblasti, razsvetljenske oblasti zavedale, da je šolan človek boljši za razvoj družbe, za razvoj cesarstva in so bile pač šolstvu naklonjene. Pouk na takratni gimnaziji so vodili novomeški frančiškani, ki so bili tudi edini izobraženci v Novem mestu. Prostore pa je imela gimnazija v prostorih frančiškanskega samostana. Celotna šola je v popisu novembra 1746 imela 66 dijakov. V teh dolgih letih je seveda šola preživela številne spremembe političnih sistemov, reforme, skratka vse to, kar je preživljala družba nasploh. Pomembno pa je to, da so profesori, učitelji vse skozi ostali zvesti svojemu poslanstvu, da so na prvo mesto postavljali vzgojo in izobraževanje. To pomeni, da so ne glede na to, da so recimo jih zelo zaznamovale tudi svetovne vojne. 20. stoletje je bilo za gimnazijo še posebej burno. Prva svetovna vojna je terjala svoj davek, prav tako druga svetovna vojna, tako med učitelji kot med dijaki, vendar vsem tem času je pouk potekal nepretrgoma. Tako da je novomeška gimnazija edina in najstarejša izobraževalna ustanova z neprekinjeno tradicijo delovanja. Torej v vseh teh letih se pouk nikoli ni prekinil. Od leta 1747 do 2011 je na novomeški gimnaziji maturiralo 10.912 dijakov in upam, da se jim boste kmalu pridružili tudi vi. Mogoče še nekaj o identiteti šole. Šola ni bila vedno taka, kot je danes. Ob svojem nastanku je bilo izobraževanje izključno namenjeno samo fantom, to je izrazito moška ustanova, prav tako so med profesori prevladovali samo moški. Prvo dekle se je na novomeško gimnazijo upisalo šele leta 1908. Učiteljice, torej profesorice, pa so postale del zbora šele v 20 letih prejšnjega stoletja. Prav tako učni jezik, slovenščina, je šele od 1918. Šele po prvi svetovni vojni postala ta šola slovenska, predtem je bila dvojezična, nemško-slovenska. Še predtem, do leta 1848, pa je pouk na gimnaziji potekal v latinščini. No, v vseh teh razlikah, torej vsem tem, pričajo nekateri dokumenti, ki so razstavljeni v gimnaziji. Jaz upam, da ste si jih že ogledali ali pa si jih še boste. Ti 2 prireditvi, kot sem rekla, obeležujemo z njima 2 jubileja in sta na nek način poklon vsem tistim pred nami, ki so uspeli, ne glede na to, kakšne so bile razmere, ohraniti gimnazijo Novo mesto vse do današnjih dni. Jaz vam želim, da bi uživali v današnji prireditvi in da bi vse, kar ste prejeli od nas na šoli, bilo ena dobra popotnica tudi vnaprej za življenje. Hvala lepa.
outside.